Pozdravljeni. Poletni premor je skoraj z nami, ampak v tem zadnjem delu sezone svetovnega prvenstva Formule 1 nas lahko čaka še marsikatera odpoved dirke. Pa poglejmo si, kakšne so tiste realne možnosti, v kolikor bi prišlo do odpovedi, da bi dobili kako ustrezno zamenjavo. Kar se tiče koledarja svetovnega prvenstva Formule 1, je situacija vse prej kot rožnata, ampak še zmeraj obvladljiva. Vemo, da velike nagrade Avstralije ne bodo izvedli v sezoni 2021. Poleg tega je pred kratkim bila odpovedana še velika nagrada Japonske. Ne za prvo in niti ne za drugo ne vemo, ali jih bodo nadomestili in če jih bodo sploh nadomestili. Ampak obstajajo neke realne možnosti, da bomo letos videli koledar s 23 dirkami. Vseeno kljub vsemu. Ampak po drugi strani imamo še dve dirki, ki sta potencialno nevarni, ukolikor se bo situacija vezana na COVID-19 poslabšala. In govorimo o veliki nagradi Mehike ter veliki nagradi Brazilije. Koledar svetovnega prvenstva Formule 1 je izjemno dolg, najdaljši. 23 dirk niso še nikoli spravili pod streho. Ampak to pomeni, da bojo dirke praktično v prvi polovici decembra. Znano je dejstvo, da v kontinentalni Evropi tam od polovice septembra naprej so razmere vse prej kot idealne. Gosto deževje, nizke temperature, lahko tudi sneg. Torej, ukolikor želimo imeti dirke svetovnega prvenstva Formule 1 po 15. septembru, bližno govorim, je treba iti ali v arabski svet ali na južno poloblo, ker je v tistem času že skoraj poletje. Ampak tudi moramo razumeti, da ukolikor traja svetovno prvenstvo Formule 1 tako pozno, skoraj do božiča, praktično ni nobenega dobnega manevrskega prostora, kako bi lahko organizatorji, in tu govorim o Formuli 1, Liberty Medio pod vodstvom Stefana Domenicalija, dobili kako ustrezno rešitev. Namreč lepo je iskati zamenjavo, ukolikor pride do odpovedi na začetku koledarja. Na koncu kakega manevrskega prostora ni več. Ampak vemo, kakšne so realne možnosti, prvo za tisti dve že prej omenjeni odpadli dirki. Imamo možnost, da bi eno izmed dveh dirk nadomestili v Austinu. Poleg velike nagrade Združenih držav Amerike bi imeli še eno dirko. Imena uradno ne vem, ampak ne bi bil začuden, če bi se imenovala velika nagrada Teksasa. V Združenih državah Amerike bi z veseljem sprejeli to ponujeno možnost in videli bi podobno situacijo, kot smo jo gledali na začetku sezone, ko je bila velika nagrada Štajerske ter velika nagrada Avstrije na progi v Red Bull ringu. Zadeva, ki je izvedljiva tudi koledarsko. Kolikor pogledamo to varianto, bi lahko celo tisto drugo dirko v Združenih državah Amerike, podobno kot v Avstriji, dali pred načrtovano veliko nagrado Združenih držav Amerike. Tako bi imeli zaporedje, bi lahko bilo celo izvedljivo. Po drugi strani vidimo, da je zaključek sezone na arabskem polotoku. In tu bi se lahko zopet ustavili v Bahreinu, kjer bi gledali podobno situacijo, kot smo jo lahko lani na veliki nagradi Šakerja. Čeprav sam nisem zagovornik tiste postavitve proge po zunanjem robu, bi bila to ena izmed možnih rešitev.
čeprav vem, marsikdo se spomni tiste velike nagrade Shakirja, po mojem osebnem mnenju zaradi dveh, recimo temu, napačnih točk. Grozovite nesreče Robana Grožana in tiste, recimo temu, ogromne napake v boksih tovarniške ekipe Mercedesa. Dve stvari, kateri upam, da se ne bosta ponovili v katerikoli dirki, in vprašajmo se lahko, kako zanimiva bi bila dirka, če se ne bi nič prej naštetega zgodilo. A gre za moje osebno razmišljanje. Marsikdo izmed vas se bo sedaj začel spraševati, zakaj sploh moramo imeti 23 dirk, lahko bi jih bilo naprimer 20 in bilo bi prav tako zanimivo. Ne gre toliko zaradi tega, da bi želeli boj za naslov svetovnega prvaka razvleči do onemoglosti, ampak treba je razumeti, da Formula 1 ni samo šport, je tudi posel, ker je posel, je v ozadju denar. V sezoni 2020 je Liberty Media imela ogromno izgub, tudi zaradi tega, ker niso izvedli tistega števila dirk, za katero je marsikatera televizija plačala pravice. Ker je bilo lani manj dirk, morajo to nekako letos nadoknaditi. Vsaka dirka, ki bi lahko še odpadla do konca sezone, bi pomenila nov minus. In temu se hočejo Stefano Domenicali in njegovi sodelavci dobesedno izogniti. Ampak videli smo, da tisto, kar nam je znano sedaj v tem trenutku, je še nekako obvladljivo. Kolikor bi prišlo do odpovedi, bodisi v Mehiki ali v Braziliji, praktično ni niti časa dobiti nove lokacije. Dirka Formule 1 se ne more organizirati kar tako od danes do jutri. Namreč leteno je kar nekaj tehničnega osebja, varnostniki, potrebno je imeti progo, ki ima homologacijo FIA, vse to zahteva čas. Posebej zaradi lokacije, kot smo že omenili, proge, ki so na razpolago v Evropi, pač decembra niso uporabne. Tudi Pirelli bi težko pripravil ustrezne pneumatike za tako nizke temperature, zato niti ne smemo razmišljati v tej smeri. A mislim, da moramo biti pozorni na te zadeve tudi iz drugega zornega kota. Namreč letos smo videli, kako oster boj se vrši med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom. Kolikor bosta eden poleg drugega tudi v tej zadnji polovici sezone, se lahko zgodi, da bo marsikatera odpovedana dirka tudi odločilna. Kolikokrat smo slišali v preteklih sezonah, da je nekdo še teoretično v boju za naslov. In seveda tiste teorije so bile pogostokrat močno za lase privlečene. Namreč nekdo je trdil, da če vodilni odstopi v vseh dirkah in zasledovalec zmaga te dirke, bo morda na koncu tudi postal svetovni prvak. Znana teorija, ki v teoriji drži, a v praksi malce manj. Ampak, kolikor odpade določena dirka, bi pomenilo ob tako majhni razliki lahko tudi tisti odločilni faktor. In ne smemo pozabiti, da proga kot taka lahko leži eni ekipi in ne leži drugi ekipi. In tudi to, kolikor bi prišlo do odpovedi ali menjave, lahko čisto obrneš situacijo, katero mi navdušenci pričakujemo. Moj osebni strah je naslednji. Pri Formuli 1 se bodo lahko potrudili imeti bolj kvantiteto 23 dirk kot samo kvaliteto. Namreč, kolikor bomo gledali zopet dirko na progi v Shakirju, si lahko domišljamo, da brez zunanjih faktorjev bo ta dokaj dolgočasna. Namreč, bolj kot je enostavna proga, manj pridejo do izraza tiste razlike med najboljšimi in onimi povprečnimi.
in ko so vsi nekako skoraj da poravnani, lahko gledamo malce manj zanimivo dogajanje. A gre za moj osebni pogled, ki je morda lahko tudi napačen. Ampak ne smemo biti presenečeni, če bomo videli take ali drugačne rošade sedaj v tej drugi, zadnji polovici sezone 2021, je čisto razumljivo, čeprav marsikomu izmed nas ne bo preveč všeč, kajti, kot sem povedal, ne bo se gledalo na tisto kvaliteto in na tisto bistvo Formule 1. A seveda spremljali bomo dogajanje in skušali uživati v tem boju do konca. Upam, da do zadnje dirke, zadnjega kroga in zadnjega ovinka. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.